Spoštovane, spoštovani, prav lepo pozdravljeni znova v tem jesenskem terminu na Slovenski matici na ponovno tiskovni konferenci oziroma novinarski konferenci, na kateri bomo predstavili knjige, ki so izšle v juniju in v poletnih mesecih. Običajno na Slovenski matici predstavljamo skladno seveda z našim poslanstvom in našimi temeljnimi načeli izvirna slovenska besedila na samem začetku naše konference in zato bomo najprej dali besedo urednikoma Medvoške knjige. Sledila bo predstavitev izvirne slovenske znanstvene monografije Metode Kemperle, Zoisova palača. Na levi pa pozdravljam tudi doktorja izrednega profesorja, doktorja Davida Morina, urednika prevodnih zvezkov Livijeve zgodovine Rima od ustanovitve mesta in prevajalca tretjega zvezka, izrednega profesorja, doktorja Mateja Hriberška. Žal se je upravičila, da se današnje konference ne more udeležiti prevajalka dela Filipa Davida, Hiša spominov in pozabe, in zato bo knjigo predstavila naša urednica in tudi urednica te knjige Zarika Snoj-Vrbovšek. Zdaj pa seveda prav lep dober dan že najavljenima urednikoma Medvoške knjige, doktorici Barbari Pregl in Urbanu Vovku. Moram priznati, da sem bila zelo vesela, ko se je že pred leti name obrnil Urban Vovk z mislijo, da bi nenazadnje eno izmed naših mestnih knjig iz te naše znamenite zbirke, v kateri predstavljamo skozi literaturo, pa tudi skozi nekatere historične dokumente, slovenska mesta, torej zapise o njih, predstavili tudi Medvode. In kaj rečete, kaj je bilo moje prvo vprašanje? Ali so Medvode mesto? No, na vse to bosta zdaj odgovorila gospa Barbara in Urban, in sicer kako je potekala sama zasnova te knjige, kakšen je bil izbor besedil in nenazadnje, zakaj smo se odločili, da izide prav v tem obdobju. Izvolite. Hvala za besedo, Ignacija. Torej, pred leti še, ko sem seveda spremljal začetke te serije, pa Ljubljansko knjigo, Mariborsko knjigo, Tržaško knjigo, mislim, da so bile to prve, ali pa vsaj ene od prvih, seveda niti nisem pomislil na to, da bi se Medvode, ki so moje nekako rojstno rodno mestece, sploh lahko znašli kdaj v tej imenitni družbi. Pred leti pa, ko mi je kolega Uroš Zupan predstavil svoj projekt Trboveljske knjige in mi je tudi podaril enega od izvodov, pa sem prvič sramežljivo pomislil, da bi pa mogoče se lahko zdaj, ko je ta serija, že mislim, da je to 18. knjiga v tej ediciji, in da so prišla na vrsto tudi že nekatera manjša mesta, mesteca, kraji, da bi pa lahko mogoče tudi Medvode se znašle v tej družbi. In potem sem predstavil to idejo kolegom v strokovni komisiji za kulturo Zavoda Sotočje in smo začeli pač nekako že tudi pomalem načrtovati in premišljevati. Seveda sem se zavedal, da tukaj brez tega, da se bomo med seboj dopolnjevali, ne bo šlo, ker seveda gre tukaj za različne vidike, za nekako obči zgodovinski vidik, literarno-zgodovinski vidik. Glede na to, da sem sam predvsem poznavalec neke sodobne literarne produkcije, seveda tukaj
tukaj rabil brez podpore sodelavcev, sem se že takoj zavedal, da ne bo šlo. Zato sem zelo vesel, da se je najprej pridružila Barbara Pregl, sokrajanka, s katero se pač večkrat srečujeva in diskutirava, pa se pogovarjava o teh bolj kulturnih rečeh, vezane na naš skupni dom ali pa kraj. In potem se je počasi začelo že, ideja začela razvijati, nova imena smo nekako potem tudi skupaj odkrivali, dostikrat smo bili tudi sami sebe nekoliko presenetili, kaj vse smo našli, ne, in v zgodovinskih virih in pa tudi določene povezave. Seveda, tako kot je princip pri tej knjigah, se mi zdi nasplošno, da so to na koncu pač, da je to nek zbornik tekstov, ki so tako ali pa drugače povezani z določenim krajem, z določenim mestom. Bodisi so nastali izpod presa avtorjev, ki tam domujejo, bodisi strani uveljavljenih imen slovenske literarne, pa tudi širše kulturne produkcije, ki so ali določen čas bivali v Medvodah ali pa so v njih tako ali pa drugače pisali in se izrazili. Tako da je nastala, se mi zdi, zdaj ena knjiga, na katero smo kar ponosni, se mi zdi, da upravičeno. Ob tem, da ob vidikih, ki sem jih predstavil, se pravi nekako zgodovinski pa sodobni literarni, moram izpostaviti tudi prispevek naše sokrajanke Zvonke Simčič, vizualne umetnice, ki je potem tudi prevzela skrb za izbor likovnih prilog, in pa tudi prispevek gospoda Dragana Božiča pri nekaterih pri osvetljevanju in pa dopolnitvah pri nekaterih zgodovinskih dejstvih in pa opisih arhivskega gradiva. No in 30-letnica samostojnosti občine je bila, se mi zdi, prav tako primerno obeležje, da smo nekako vstopili v eno tako veliko skupno zgodbo. Tako se še enkrat zahvaljujem Slovenski matici in pa urednici Ignaciji Jars-Friedl, da je tej moji ideji prisluhnila. In pa seveda, da smo tudi v Medvodah našli neko podporo, interes za to, da to idejo skupaj razvijamo, bodisi na institucionalni ravni, na sami občini in pa Zavodu Sotočje, kot tudi s strani gospodarstva, ki je tukaj tudi priskočilo na pomoč s prispevki in pa s sponzorskimi prispevki. Hvala lepa. Hvala Urbanu za to uvodno predstavitev. Hvala Urbanu za to uvodno predstavitev nastajanja knjige. Morda je bilo že iz tega precej razvidno, koliko ljudi mora, da nekako do te knjige pride sodelovati, predvsem seveda zaradi izredne širine gradiva, iskanja gradiva. Tako da vsem, ki jih je omenil, se seveda iskreno zahvaljujem tudi v imenu Slovenske matice. Zlasti moram priznati, da smo bili veseli, da se je pridružila precejšnjo število gospodarskih subjektov iz medvoške občine, ki so navedeni tudi na koncu knjige, tako da to je tudi en lep primer sodelovanja, tako z občino, z njenim javnim zavodom, kot seveda zelo dragoceno sodelovanje z obema izredno uveljavljenima urednikoma. Gotovo jih poznate z drugih založb, torej z založbe Beletrina in založbe Malinc. Tako da je bila to nekako res moja zelo dragocena izkušnja. Bi pa seveda prosila gospo urednico, doktorico Barbaro Pregl, da morda izpostavi določene osebnosti, ki stopajo nekatere vsebine v knjigi in morda na tak način zaokrožimo
celovitost te predstavitve. Jaz sem danes zelo vesela, da sem lahko z vami, da predstavljamo to metodološko knjigo. Namreč, ko zdaj gledam na knjiga je recimo en tak, predmet, ampak ta ni samo predmet, ampak je več, nekaj več kot predmet, tako poseben predmet, ampak vendar, ko gledam knjigo, nekako ne more zajeti vsega tega, kar je Urban pisal, se pravi tega vsega sodelovanja. Mogoče to bi bilo tudi treba izpostaviti. V resnici Medvode so, tako kot je urednica povedala, manjši kraj. Predvsem so pa kraj, ki iščejo svojo identiteto, kraj, skozi katerega tečejo vode, ki to identiteto pravzaprav ves čas brišejo in se mora vedno znova formirati. Tako da za ostale knjige ne vem, ampak ta knjiga je res izredno dragocena, ker mislim, da bo pomagala osvetliti to medvoško identiteto. Med avtorji, ki se v njej pojavljajo, bi mogoče začela kar z neko recimo starost ali pa zavetnikom Medvod, Jakobom Aljažem, potem njegov recimo ženski protipol Branislavo Sušnik, potem avtoricami in avtorji, ki prihajajo tako z Medvod. Med temi recimo bi rekla, da zelo izstopajo tudi mladinski avtorice in avtorji, predvsem avtorice, pa zdaj ponovno tudi en avtor. Pa hkrati v bistvu avtorji, ki so nekako že prej raziskovali Medvode, recimo pa ne samo Medvode, ampak tudi okoliške kraje, recimo Smlednik, Presko in tako da v bistvu je cel kup v bistvu avtorjev, ki na Medvode gledajo tako z vidika Medvod, se pravi, ki živijo v Medvodah, ali pa v bistvu na nje gledajo tako kot jaz, ki sem v Medvode prisiljena, se pravi, to resnico zunaj. Tako da kombiniramo dva pogleda, se pravi, nekega bolj domačega, pa takega, ki na Medvode zre od zunaj in jih recimo poimenuje kot Mezopotamijo. Potem lahko recimo preberete, da je v času drugo svetovno vojno, da je tam živela neka ljubica nekega generala, ki se pojavi recimo v knjigi Brede Smolnika in tako. Skratka, cel kup avtorjev je, ki so na Medvode v bistvu zrli skozi svoje oči in v bistvu ta krpanka, ti različni pogledi, se mi zdi, so izredno dragoceni. Se pravi, Medvode niso predstavljene v enem časovnem risu tudi, še zlasti recimo to vizualno gradivo recimo sledi prvim omembam Medvod, torej nastovom, ki so v Medvodah. Potem recimo so fotografije, ki so šele zdaj dobile recimo avtorstvo. Spomnim se recimo ene raziskave v resnici, ki je potekala, ko je knjižnica Medvode objavila na Facebooku torej eno fotografijo starejšo in smo potem iskali avtorja, pa iskali, kdo se pravzaprav na tej fotografiji pojavlja. In to se mi zdi, da je tisto, kar je pravzaprav dragoceno pri teh knjigah, da, tako kot je Urban rekel, v resnici smo bili tudi sami presenečeni, kaj vse smo odkrili, pa mogoče to niso neka epohalna odkritja, ampak so v bistvu bolj neke precizacije. Recimo, ne vem, tam je ena zelo znamenita fotografija, torej Izberja Cankarja, Ivana Cankarja, Finžgarja sem prej pozabila še omeniti, Finžgarja in Prelovška. In v bistvu ta fotografija je v šolskem muzeju, pa mislim, ne v gledališkem muzeju, pa ni bila v bistvu datacija pravilna. In potem je v bistvu, smo primerjali to fotografijo z zapisom iz dnevnika Finžgarja in potem ugotovili, da v resnici, da je fotografija bila posneta na en drug dan, kot je bil zaveden. To niso neke mogoče velike stvari, ampak vendar za v bistvu za to, ker je torej ta arhiv narodni, se mi zdi, da je zelo pomembno, da so te stvari precizne. Prej sem pozabila omeniti Finžgarja, mogoče to, kar je mene najbolj nagovoril. Sama sem se predvsej z Branislavo Sušnik ukvarjala in recimo noter so tudi torej vtisi rezidentk na komunistični zvezdici Branislave Sušnik, ki prihajajo vsako leto v Medvode, ampak to, kar me je v resnici najbolj nagovoril, je bil en tekst, Finžgarjev tekst, Petelina,
ker je večkrat bil tudi lovc, ampak ti njegovi opisi narave so se mi zdeli tako izredno aktualni. No? Tako da v resnici se mi je zdelo, zame je to res velika dragocenost, da se v resnici zaziramo v preteklost, da hkrati seveda živimo sedanjost, ampak da v bistvu iščemo v tej preteklosti tudi to, kar nas danes nagovori. Tako da to se mi je zdelo nekako zelo pomembno. Pa bi res rada podarila to, da kot te knjige se je res pač izoblikovala ta skupnost, ki jo je tudi Roman že povedal. Mogoče je povedala še to, da tako predstavnica pač Zavoda Sotočje, kot tudi direktor knjižnice sta danes pač želela biti z nami, pa potem zaradi drugih obveznosti pač nista tukaj. Tako da pač tukaj izročam njune pozdrave. Hvala. Hvala lepa. Iz te predstavitve, ki je seveda tokrat časovno zamejena, smo vendarle na novinarski konferenci govorili in povedali bi lahko še marsikaj. In zagotovo bodo glavne predstavitve še so predvidene v Medvodah, tako v knjižnici kot v kulturnem domu. Že takrat tudi tja toplo vabljeni. Hkrati pa smo morda kljub kratkosti naše predstavitve pokazali, da Medvode niso le, kot govori njihovo ime, kraj med vodami, ampak tudi tiste, ki nas učijo postavljati mostove, graditi mostove. In tak imeniten most smo, upam, zgradili tudi s to knjigo, tako v sodelovanju z obima urednikoma, ki sta bila zares izvrstna in ima izrekam poklon, tako s strokovnim znanstvenim komentarjem dr. Dragana Božiča, ki je temeljito raziskal in odkril tudi nekatera razhajanja v datacijah in nas na to prijazno opozoril. Tako seveda tudi z vsemi avtorji, ki so prijazno odstopili dali dovoljenja za objavo njihovih odlomkov iz njihovih del v tej knjigi. In kar je morda neka posebna, dragocena novost v tej knjigi, pa je še nismo omenili, je tudi to, da so nekateri prispevki nastali prav za Medvoško knjigo. Prav za Medvoško knjigo je nastal tudi strip, ki jo zaključuje, tako da je v njej še mnogo imenitnih dragocenosti. Zdaj pa se seveda prav tako posvečamo slovenskemu izvirnemu raziskovanju. Z nami je profesorica, doktorica Metoda Kemperl, tudi predsednica Slovenskega društva za preučevanje 18. stoletja, ki je prijazno sodelovala pri izdaji te knjige. Posebej velja tudi zahvala Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, ki je sofinancirala in pomagala sozaložiti to imenitno monografijo o Zoisovi palači v Ljubljani, ki je išla v naši zbirki, ki se zdaj, mislim, da šteje že kar hiti proti 100 v zbirki Razprave in eseji. Spoštovana profesorica, doktorica Metoda Kemperl, vemo, da smo pred leti imeli simpozij o Živi Zoisu, ki ga je soorganizirala tudi Slovenska matica. Takrat ste že nakazali nekaj teh svojih raziskav, ki so zdaj odlično strnjene v vaši monografiji, pa morda predstavitev vsebine. Najlepša hvala. In najprej bi izkoristila besedo za to, da se zahvalim vodstvu Slovenske matice, da je uvrstilo to knjigo v njihov program, pa še posebej seveda doktorici Ignaciji Fridl Jarc za res skrbno pregledano besedilo. Namreč brez tega končnega pregleda knjiga ne bi bila taka, kot je. Kljub temu, da sem jaz in še mnogi drugi prej pregledovali. Že leta 2019 sem za ta simpozij
o Žigi baronu Zoisu pripravila en prispevek o zgodovini gradnje palače. Namreč zanimivo je to, da gre pravzaprav za največjo palačo, torej zasebno palačo, ki še stoji v starem mestnem jedru. Da torej do leta 19 pravzaprav ni bilo neke študije narejene, kako je pravzaprav današnja podoba te palače nastala, kljub temu, da je ta stavba, da ima izreden pomen pravzaprav za Slovence. Namreč v tej stavbi se je nekako tvorila slovenska kultura zaradi mecena Žige barona Zoisa, ne samo zaradi njega, tudi pravzaprav zaradi okoliščin, zdravstvenih okoliščin, v katerih se je on znašel. Namreč skoraj 40 letja je večinoma časa v tej palači preživel in zato so ga seveda vsi obiskovali. Namreč ne gre samo za največjo še ohranjeno palačo, ampak gre verjetno tudi za najbolj obiskano, najbolj družabno v bistvu palačo. Torej, tedaj sem raziskovala zgodovino gradnje in potem se je izkazalo, da je pravzaprav tukaj še enih toliko odprtih vprašanj in toliko zanimivosti, da sem potem počasi začela snovati to monografijo. Namreč zanimalo me je seveda najprej, zakaj se je sploh Michelangelo Zois, torej oče Žige Zoisa, naselil na ta del Ljubljane. Potem seveda kako je z nakupi, drugimi nakupi uspel pridobiti toliko stavb in toliko tudi seveda posesti okrog, ker pravzaprav se je gradnja te palače zaključila, to, kar danes vidimo, zaključila leta 1808. Michelangelo Zois je pa torej prvič posest hišo kupil leta 1728. Prvo vogalno hišo, potem je kupil okrog še najprej med 1760 in 1771 tri okoliške hiše, tri križevniške pa Erbergovo palačo. Potem leta 1774 gostilno pri Zlati ladji z dvoriščem, ki je segalo do torej današnje Hieronimove ulice. Potem počasi tudi obzidje in pa tudi še torej južno obzidje in tudi mestni jarek. In tako pravzaprav, in zadnji nakup je bil pa potem izvedel že Žiga baron Zois leta 1793. To je bila edina stavba tam, ki je potem zaokrožila to lastništvo, to je bil Bistriški dvor, ki so ga tedaj prodali na dražbi. In tako sta pravzaprav Michelangelo Zois pa potem Žiga Zois iz te posesti, te palače naredila pravzaprav najprej nek simbol ekonomske moči, potem pa seveda tudi intelektualne oziroma kulturne moči. Ukvarjala sem se pa potem tudi seveda z obdobjem torej Žige Zoisa, kdo ga je obiskoval, kdo je pravzaprav tukaj živel v tej palači, namreč on je stalno zaposloval tudi do 30 ljudi, ki so tukaj živeli. Potem pa sem se posvetila tudi proučevanju palače v 19. stoletju, ko je bil lastnik torej Žigo nečak, Karl Zois, kako je on prezidal palačo. Namreč palača je znotraj zelo prezidana, tako da sem ugotavljala, kako je notranjščina izgledala ob tej zadnji prezidavi 1808, ko je palačo zadnjič Žiga Zois prezidal. Potem z lastniki v 19. stoletju, namreč v 19. stoletju se hiša potem počasi spremeni v najemniško, torej več stanovanjsko hišo.
ki jo potem nazadnje, torej leta 1918 do 1918 je v lasti Zoisov, jo tedaj kupi Peter Kozina, ki jo torej že prej pa sem prenese sedež svojih podjetij in tukaj odpre tudi prvo velemestno prodajalno čevljev. Tudi v njegovem času pravzaprav je večina palača najemniška. To je tudi čas, ko največ ljudi živi v tej palači. In pa potem torej, to preide na Richarda Skupca, namreč Peter Kozina v ne povsem pojasnjenih okoliščinah umre. In to preide v drugega zelo pomembnega slovenskega gospodarstvenika, Richarda Skupca, ki pa torej potem pa v času vojne se odseli in je potem palača nacionalizirana. Tako da sem potem tisto zadnje poglavje posvetila tudi malce tem okoliščinam po drugi svetovni vojni in nekaterim pomembnim stanovalcem tega časa. Ja, iskrena hvala. Hkrati pa seveda morda, kot bi presojali samo po naslovu Zoisova palača v Ljubljani, bi rekli, gre za zgodovino zgolj neke stavbe. V resnici smo že iz tega prikaza videli, da je pravzaprav, čeprav je raziskovalka osredotočena na samo kot umetnostna zgodovinarka, na Zoisovo palačo, pa vendarle skozi njo lahko vidimo izrazito transformacijo Ljubljane, ki se je pogosto ne zavedamo. Hkrati seveda dobimo vpogled v življenje Zoisa in njegove družine in seveda tudi v sam razvoj te rodbine na Slovenskem, tudi njen vpliv, pomen. In seveda tudi zelo dragoceno je knjiga opremljena z številnim slikovnim gradivom, ki prikazuje tako materialno dediščino, ki je nekako ostala za Žigo Zoisem in njegovo rodbino. Tudi s kakimi bridkimi omembami, da je kak zvezek njegov izginil iz Narodnega muzeja Slovenije, ki naj bi ga hranil. In morda bi čisto na kratko še nekoliko o tej zapuščini in dediščini Zoisa za danes skozi vašo raziskavo. Hvala lepa. Ja, jaz sem v bistvu to raziskavo delala res na za zgodovino gradnje, tako v 18. kot v 19. stoletju, no pa še tudi ta prezidava Kozine, torej na podlagi načrtov, arhivske dokumentacije v zgodovinskem arhivu Ljubljane, v arhivu Republike Slovenije, tudi nekaj načrtov zelo pomembnih hranijo v Avstrijskem državnem arhivu, pa tudi v Štajerskem deželnem arhivu. Tako da seveda zaradi pomembnosti tega območja brega, ker na bregu je bila tehtnica, torej je bilo pristanišče, je bila tehtnica, je bila mitnica in to je bilo državno. In se je država tudi stalno prizadevala za širjenje teh svojih objektov in sploh pristanišča. Želeli so si tudi kupiti hišo pri Zlati ladji, vendar je ravno Michelangelo Zois, ki se pa tudi prizadeval pokupiti čim več hiš in zemljišč in skladišč, spretno v bistvu sam pridobil vse to. Ja, tako da imamo kar nekaj, pravzaprav je tudi, če še upoštevam te upodobitve, recimo v grafiki, v olje na platnu, tukaj recimo na naslovnici, tudi ena slika Herlena reproducirana z konca 18. stoletja, kjer je slikal požar v Krakovem, vendar je bil to dober izgovor, da je naslikal še recimo Zoisovo palačo.
torej Herlen in Zois sta bila skupaj v strelskem društvu, Herlen je Zoisa kar 3-krat portretiral, gotovo sta bila prijatelja, ne? In je, torej, kar želim povedati, je to, da je Zoisova palača in Breg, da so pravzaprav to najbolj upodobljena palača tam do, bom rekla, do recimo tam okrog 1830, a ne, med vsemi palačami, tako da je torej kar nekako dobro dokumentirano, pa seveda dalo se je tudi potem marsikakšno upodobitev glede na to mojo stavbno zgodovino tudi natančneje datirati, a ne, tako da tudi jaz sem kar nekaj še potem poznejših fotografij, recimo iz začetka 20. stoletja, kar uspešno datirala. Ne. Celo recimo Runka, ne, ki je bil tak zelo uspešen avstrijski vedutist, je svojo, torej je več upodobitev Ljubljane izdelal in za eno je zapisal, ni zapisal, da z Brega upodablja Ljubljano, ampak izpred Zoisove palače, na primer. Tako da to je ena stvar, ja. Pa seveda dalo se je, a ne, kar pa sploh jaz nisem pričakovala, tudi seveda preko pogovorov z zgodovinarji, a ne, ker jaz sem se zelo veliko o tem tudi pogovarjala z mojimi kolegi, recimo tudi Boris Golec, ki je tukaj mi je pomagal z enimi terminološkimi zagatami, a ne, tako da se mu lepo zahvaljujem, je že pozabil. Ja, torej, kar dokazuje zdaj moja knjiga, pa je ta natančen potek srednjeveškega južnega obzidja, ne, mestnega. Torej, ker do sedaj pravzaprav, a ne, ni bilo čisto jasno, ali je bilo tukaj dvojno obzidje, ali ni bilo dvojno obzidje, a ne. Torej, notranje obzidje, to, ki je torej še srednjeveško, a ne, poteka točno pod zadnjimi stenami hiš na Križevniški, a ne, potem je bil tako imenovan Cvinjel, kjer si je potem Zois dal svoj formalni vrt urediti. In torej zunanji del, ki je danes še ohranjen, tak je iz začetka, torej iz prve četrtine 16. stoletja, a ne, in spodnji bastion je torej stal tam, kjer je potem stala hiša pri Zlati ladji, ki jo je potem Zois kupil, a ne, to je točno na tem delu, kjer se cesta Zoisova danes stika z mostom, a ne. In torej Bistriški dvor s kapelo, oba dva sta se naslanjala na notranje obzidje. Tako da je to zdaj popolnoma jasno, kako so te tudi že torej iz srednjega veka, to obzidje, kako je potekalo. Ja, glede tega, glede zapuščine, zdaj, zakaj sem se jaz tudi začela toliko s to palačo ukvarjati? Zato, ker so bili razni poskusi v drugi polovici 20. stoletja, kaj bi bilo vredno v tej palači ustanoviti, da bi se bolje ohranil spomin na Zoisa. Od tega, da bi bil literarni muzej noter, od tega, da bi bil planinski muzej noter, ker je Vlasto Kopač živel v bistvu noter, in je on dal pobudo recimo za to. Potem slovanska knjižnica, potem, da bi bila akademija znanosti in umetnosti noter. Ampak vse to pravzaprav se je zjalovilo in danes palača funkcionira v bistvu kot Airbnb, nažalost. Torej, ja, nekaj je še privatnih stanovanj, od teh, ki so jih noter naselili po vojni, pa so jih potem odkupili. Velik del so pa že ti apartmaji. Tako da tudi znotraj na dvorišču, kjer je nagrobnik Zoisa njegove matere, to je ga prenesti znalja Petra Kozina, tudi ta nagrobnik je v zelo slabem stanju, tako ga spira dež, da se črke že skoraj nič ne vidijo, čeprav je vlit. Tako da tukaj se mi zdi, da nismo zadosti zagrabili nekih priložnosti takrat, ko bi se to še dalo. Po drugi strani pa, ja, ko sem raziskovala vire, sem ugotovila,
da se tudi za to zapuščino ne skrbi tako, kot bi nekak človek pričakoval. Ne. Kljub, mislim, še tako v zadnjih 30 letih, na primer. Ne. Se je pa seveda že veliko že tedaj izgubilo, torej po Zoisovi smrti, namreč nekaj stvari so odnesli na Brdo, to je bil njihov fideikommis, potem pa je Michelangelo, torej Michelangelo III. Zois, se vselil v Avstrijo in tedaj želel veliko stvari odpeljati s seboj, se jih tudi je odpeljal s seboj, ne? Ampak ravno Frances Tele je tedaj pa ukazal, nekatere stvari pustiti tukaj, tako da voziček recimo Zoisov se je ohranil, ravno zaradi tega. Ne? Tako da veliko je žal izgubljenega. Ja. Se bomo na tej točki upravičili, ker bomo biti od 12 drugih. Hvala lepa. Še enkrat hvala za povabilo pa za upanje. Hvala lepa. In hvala seveda tudi profesorici, doktorici Metodi Kemperl, prvič, da se je odločila pri nas, torej pri Slovenski matici, izdati to monografijo in seveda tudi za to imenitno predstavitev danes. Morda in upava zagotovo obe, da je tudi to vrstna izdaja monografije o Zoisu in njegovi palači nekakšen klic ali pa javni poziv k temu, da se bolj povemo dragocenosti te dediščine in zapuščine. Tako smo nekako izčrpali ta prvi del naše novinarske konference, na kateri smo predstavljali izvirna slovenska besedila, zdaj pa seveda tudi k drugemu enako dragocenemu delu, ki ga opravlja Slovenska matica. To je izdajanje prevodnih del tako svetovnih klasikov, kot seveda z različnih znanstvenih področij in predvsem tistih del, ki nekako predstavljajo belo liso v slovenski prevodni tradiciji in so pravzaprav temeljna za proučevanje, branje, razumevanje določenih znanstvenih področij. In zagotovo je bila ena izmed večjih belih list na področju prevajanja iz klasičnih jezikov, prevod Livijeve Zgodovine Rima od ustanovitve mesta. Zelo sem vesela, da smo izdali pred leti prvi del te zgodovine s podporo urednika, izrednega profesorja, doktorja Davida Mourina. Ta prvi prevod smo izdali posthumno, naredil ga je še akademik profesor dr. Primož Simoniti. Drugi zvezek je prevedel izredni profesor dr. Aleš Maber in zdaj je z nami prevajalec tretjega zvezka, izredni profesor dr. Matej Hriberšek. Morda za začetek, dr. Mourin, kaj je vsebina tretjega zvezka, kaj so njegove posebnosti, drugačnosti in če umestite morda ta tretji zvezek Livijeve zgodovine v celotni korpus vseh 7 zvezkov, ki jih načrtujemo izdati. Najlepša hvala za povabilo, predvsem za ta projekt. Skratka, to, kar imamo tukaj, je nekaj, kar je res že zelo dolgo manjkalo. Manjkalo je ravno zaradi tega, kar ta knjiga predstavlja. Ta knjiga je monumentalen pogled v zgodovino starega Rima. In ravno zaradi te svoje monumentalnosti se je pred zelo nedavnim nihče ni upal lotiti. Livij je napisal 142 knjig tega teksta, knjig v antičnem pomenu, knjig, ki so bile zvitki. Predstavljate si papirusni zvitek tam do 10 metrov dolg. Danes bi mogoče temu rekli kakšnih 70 strani ene naše postavitve. Ampak kljub samo
je bil to velikanski projekt. To je bilo, če zdaj naredimo neke matematike, kakšnih 9000 današnjih strani. Ne. Žal se ni vse ohranilo, ampak ohranilo se je kar nekaj. Ne. Ohranilo se je 35 teh antičnih knjig, in sicer od 1. do 10. Ta prvi zalogaj, ta sloviti vpogled v sam nastanek mesta, ti napol mitični začetki, prva zgodovina, pa potem te prve vojne samniti. Potem pa drugi del, ki ga pa zdaj začenjamo od 21. pa do 45, če se prav spominjam, ki gre potem tukaj od druge punske vojne naprej. Kaj to pomeni za nas? Za nas to pomeni, da bi tukaj potreboval človeka, ki bi temu posvetil kariero. In zaradi tega v tej naši relativno majhni skupnosti, objektivno iz mnogih historičnih razlogov, ni nihče na nek način zmogel narediti, ker bi to pomenilo, da bi se odpovedali kupu drugih naslovov, ki so jih pa te prevajalci, ki smo jih imeli, nam dali. Je bil pa potem ta veliki premik. Tukaj imamo seveda enih par krasnih portretov, ampak mislim, da en najlepših portretov v tej seriji je pa portret profesorja Simonitija. Naši sejni so. V sejni sobi. Krasen se mi zdi, ker je tako neklišejski. Mislim, da Primož Simoniti tako nekako čez ramo gleda. Čez stol. Ja, čez stol gleda tistega. In je res duhovit in to je res dobro zadeti njegov osebnostni, se mi zdi, značaj. Tak je bil. In profesor Simoniti se je lotil tega projekta po svoji upokojitvi. Moram reči, da ga dolgo že nisem videl tako veselega, kot takrat, ker je razlagal, kako to počne. Skratka, on je bil takrat, se mi zdi, na vrhu svoje ustvarjalne moči. On je predaval rimsko historiografijo dolga leta na oddelku za klasično filologijo. Imel je prevajalsko kilometrino, kakršno ima malo kdo, res je obvladal svoj predmet. In je se tega lotil. Jaz mislim, da skrivaj izmislijo, da bo naredil kar velik, če ne mogoče cel, saj veste, človek nikoli ne ve, kaj ga čaka, cel ta projekt. Potem je pa seveda bil ta nesrečen infarkt, in mu je v neki točki pero padlo iz rok, da mu temu tako reči. Je pa končal prvih 5 knjig, prvi začetek. Nekoč sem bil pri njem, z otroškim veseljem mi je kazal ta tekst. Kaj počne, kje so težave, kako zdaj še enkrat kriči in tako naprej. Potem se mi zdi nekoliko, skoraj bi rekel, postavljačko ga dal za sabo. Na ključek nekaj posnel. In takrat, potem, ko je umrl, sem se tega spomnil. In sem kontaktiral njegovo družino, pa tudi kar matico. Moram reči res hvaležen temu, da je matica takrat in družina, da so oboji takoj videli pomen tega, kar je za njim ostalo. In da smo skupaj lahko začeli iskati način, kako najti pravo pot do tega, da bi se, da moram reči, temu spominil na res enega velikanov te naše stroke odložili na najbolj primeren način. Nekaj časa ga nismo našli. Potem smo pa prišli na to idejo, da bi začeli to prijavljati v to serijo Jakovih večletnih projektov, ki so seveda, če se to nikjer ne piše, to neke vrste pogodba s hudičem, razumete. Fantastično je, da dobiš podporo, je pa vedno vezana na neko časovnico. In to je tisto, kar je seveda blagoslov pa prekletstvo hkrati. Zaradi tega, ker jasno je dobro, da so neki roki, ko je stvar treba končati, ampak težava je pa v tem, da dobiti dobrega prevajalca. To je ravno razlog, zakaj tega teksta tako dolgo nismo imeli. Dobiti dobrega prevajalca je izredno težko, ker ima seveda ljudje, ki niso nujno v pokoju, goro drugih stvari, ki jih morajo hkrati loviti v ravnotežju. Jaz sem izredno hvaležen, najprej Alešu Mavru in potem seveda Mateju, da smo to uspeli najti skupaj. Da si vsak uspel odtrgati res zajeten kos svojega časa. Da smo ta tekst uspeli spraviti skupaj. Posebej sem zadovoljen, da je Matica našla posluh, da je res tako
ambiciozno izdajo pravzaprav spravili pod svoje okrilje. Tisto, kar je za profesorjem Simonitijem ostalo, je bil tekst prevoda, osnovno besedilo. Potem smo se pa odločili, da gremo res v izdajo, ki bi imela vse, ki bi imela komentar, ki bi imela vse opombe, ki bi imela mednaslove, da se bo stvar dala drugače komunicirati z bralcem, ki bo imela zraven vse te časovnice, spremne besede in tako naprej. In to jasno vse tira svoj čas. Zdaj smo prišli že kar daleč. Prišli smo tako daleč, da se je dalo pokazati, da bomo ta tekst dobili v celoti in da se da pokazati, da je tudi ta pot, čeprav ne dobiš človeka, ki bi bil pripravljen temu posvetiti svoje življenje, ampak tudi z več različnimi prevajalskimi glasovi se da dati celoti neko skupno podobo. In jaz mislim, da boste to tudi pri branju ugotovili. Zakaj se mi zdi to važno, pa gre mogoče na to osnovno vprašanje, pa bo mogoče kolega nekoliko več potem povedal o vsebini, pa prvo v tej knjigi, ampak ta knjiga govori o Prunski vojni. Ta knjiga govori o trenutku, ko pride skupnost res v eno svojo, kar bi rekel, najhujšo možno krizo, ko je eksistenca skupnosti na nek način postavljena na kocko in tukaj Livij hkrati med vrsticami, včasih tudi čisto z eksplicitnimi formulacijami, pokaže, kako je možno stvari, ko so že nekje tako daleč, da včasih ne vidiš več poti naprej s par pametnimi potezami mogoče spet uravnovesiti. In to sporočilo se mi zdaj, ko smo se mi zdi iz leta v leto včasih spoznavamo, da tudi družba nekako zahaja v neko krizo, pa ne samo pri nas, ampak mogoče celo v nekem širšem kontekstu, se mi zdi zelo važno sporočilo, da včasih iz zgodovine utegnemo dobiti tudi kaj zase. Čisto za konec, če dam tukaj eno tako misel, ko smo se zdaj pogovarjali o stavbah, sem se spomnil, vsi ste seveda bili na Dunaju, vsi se spomnite tiste krasne Ringstraße, ki jo je cesar Franz Josef, pa se mi zdi postavil. In tam je jasno ta parlament, ki je bil takrat, ko se je postavil naš parlament. Skratka, smo postavili ta parlament na tisti cesti in ob vhodu v ta parlament so 4 ekipi. In sicer je tam Herodot, Tukidid, Livij pa Tacit. Si predstavljate, skratka, z dveh strani se pride v stavbo in tam sta 2 velikana grške zgodovine in 2 velikana rimske zgodovine. Zakaj smo se takrat odločili, da bomo dali te zgodovinarje ob vhodu v parlament? Jasno zato, da so se parlamentarci ob samem vstopanju v stavbo zavedali, da jih čaka sodba zgodovine. In to je nekaj, kar se mi zdi izredno posrečena poteza tistih ljudi, ki so se odločili za to zgradbo. In to je nekaj, kar se mi zdi, da bojo mogoče tudi parlamentarci v našem času znali ceniti. Skratka, da je zdaj tukaj ta priložnost, da se z Livijem v roki odpravijo v našo stavbo parlamenta in da tudi iz tega se da potegniti kakšen sklep. Ja, hvala Davidu za to sporočilo tudi o zgodovini kot učiteljici, ki bi morala biti hkrati pa seveda smo lahko že iz tega njegove uvodne predstavitve samega projekta in vseh 3 zvezkov videli, zakaj nam na Slovenski matici uspeva, da bomo morda oziroma predvidoma izdali vseh 7 zvezkov in da bodo ti išli kljub različnim prevajalcem kot neka zaključena celota. Zaradi izjemnega urednika, izrednega profesorja, doktorja Davida Mourina, ki je res gara, pripravlja zemljevide, pripravlja aparat, skrbno pregleduje vso to gradivo, seveda s svojim izjemnim znanjem, tako da David dovoli, da ti izrečem res iskrena hvala
ta projekt v veliki meri tudi tvoja zasluga. Zdaj pa k tretji knjigi in izredni profesor, dr. Matej Hribar. Hvala lepa. Mogoče malce vsebinskega okvirja, kaj nam tretja knjiga Livija prinaša. Torej, gre za knjige od 21 do 25 in ta tretja knjiga prinaša pravzaprav eno od tistih knjig, ki so bile skozi zgodovino šolstva in tako naprej med najbolj branimi. To je knjiga 21 in knjiga 22, ki sta ob prvi knjigi Livijeve zgodovine nekako najbolj bili brani. Med ohranjenimi Livijevimi knjigami manjkajo knjige od 10 do 20, se pravi, to je oris tistega obdobja, ko se Rim že formira kot država, ko začne svojo osvajalsko pot po Italiji in ko se prvič sooči z večjo sredozemsko velesilo, s Kartagino v prvi punski vojni. Ti deli manjkajo. Potem pa z 21. knjigo vstopimo v začetke druge punske vojne, ki je seveda za začetek najbolj znana po glavnem kartažanskem poveljniku Hannibalu. In Livij začne svoj opis s kratkim orisom razmer med koncem prve punske vojne in začetkom druge punske vojne. Kartagina je iz prve punske vojne šla kot poraženka in ko je tiger ranjen, je pravzaprav samo vprašanje časa, kdaj bo znova napadel oziroma kdaj ga bo zmagovalec spravil do tega, da naredi kakšno nepremišljeno potezo. No in Kartažani so imeli to srečo, da se je za krmilom njihove vojske znašel Hannibal, ki pravzaprav prekrši določila pogodbe in se loti osvajalskega pohoda. In potem v 21. knjigi sledi tisti znameniti prehod čez Alpe, ko se Hannibal s svojo vojsko in zlasti s sloni poda na pot čez Alpe in se spusti v Patsko nižino. In potem sledi vrsta spopadov, v katerih Rimljani vedno znova izidejo kot poraženci. Bitka pri Ticinu, bitka pri Trebiju, bitka pri Trazimenskem jezeru, ki je prva res katastrofa za rimsko vojsko, in pokončno še bitka pri Kanah, ki je pravzaprav eden najhujših porazov rimske vojske. Za vse tiste, ki smo, bom rekel, navdušenci nad Rimom in Rimljani, je pravzaprav, kolikor so ti opisi prekrasni in epsko zasnovani, je to pravzaprav zelo težko branje. Zato, ker nenehno spremljamo opis tega, kako so Rimljani vedno znova poraženi, in pravzaprav ta celota knjige od 21 do 25, to je pravzaprav zgodovina ne samo Rima, to je tudi zgodovina Morije. To je obdobje, ki je pomenilo za obe vojaški strani eno veliko demografsko katastrofo. Za Rim celo do te mere, da so izgubili toliko vojakov, da so bili primorani ponuditi sužnjem svobodo v zameno za to, da se bodo borili na strani Rima. Ob teh vojaških, potem ko minejo ti najhujši vojaški porazi, potem pa spremljamo Livijevo pripoved o vojaških operacijah. Večinoma v južni Italiji, pa tudi v vojaških operacijah drugod po Sredozemlju. Na Korziki, na Sardiniji, vse skozi se vrača v Hispanijo, kjer se je vse skupaj tudi začelo. No in med temi najmarkantnejšimi opisi v tej pentadi moramo pomeniti tudi rimsko obleganje Sirakus pod vodstvom vojskovodje Marcela, obleganje, med katerim, ki ga je na strani Sirakužanov pravzaprav nekako vodil in usmerjal znameniti Arhimed, ki je med tem obleganjem tudi padel. Vse skozi spremljamo tudi
usode nekaterih manj znanih posameznikov, pa tudi bolj znanih posameznikov, ki so vzniknili v tem obdobju. Namreč ta pentada orisuje obdobje med letoma 218 in 211, se pravi približno 7 let rimske zgodovine. Med temi posamezniki se mi zdi, da še posebej izstopa posameznik, ki je sicer zelo malo orisan v tej pentadi. To je Scipion starejši, ki je bil takrat zelo mlad, ampak se mi zdi, da je tak tipičen primer Rimljana, ki kaže na to, zakaj je Rimu kljub tem stiski, v kateri se je znašel, se uspelo iz nje izviti. Zelo lepa anekdota je, ko je Scipion pri svojih 22 letih kandidiral za mesto edila, ampak je bil 5 let premlad. In vojaški tribuni so zagnali vik in krik, da to ni mogoče. No in Scipion jim je hladnokrvno odgovoril, če me Rimljani hočejo za edila, me bodo pač izvolili, sem dovolj star. In tako je tudi bilo. No, skratka, spremljamo torej usode tudi nekaterih posameznikov, pa še to mogoče je iz te pentade zelo razvidno, kako je Rim po tistem začetni osuplosti, presenečenju, ko se niso znašli, potem ko je Hannibal svojo vojsko prečkal Alpe, ko se približno 3 leta se nikakor niso mogli znajti in veliko škode so jim naredili tudi nekateri častihletni posamezniki, potem pa se Rimljani vendarle zberejo in začnejo postopoma zmagovati, uspevati na različnih območjih in vse bolj slabiti Hannibala. Hkrati pa že tudi spremljamo, kako se rimska moč širi tudi ne samo v to zahodno Sredozemlje, ampak tudi že proti vzhodu, namreč že se nakazujejo tudi prvi obrisi makedonskih vojn. Mogoče samo še to, jezik Livijev tukaj pride do tistega polnega izraza. Torej, rimski učitelj govorništva Quintilian je njegov slog orisal kot mlečno obilje, lactea ubertas. In prav v opisih teh bitk to njegovo jezikovno mojstrstvo pride najbolj do izraza. Zato je tudi izjemno zahtevno za prevajanje, pa tudi zato, ker orisi vojaških dogodkov pravzaprav prinašajo seboj tudi veliko strokovnega izraza, veliko stvari, pravzaprav opisov, pri katerih mora človek malce uporabiti domišljijo, da si predstavlja, na kakšen način so recimo Kartažani prečkali reko Rodan, današnjo Rono, ali na kakšen način so recimo razlomili ledeniške gmote, da so lahko sloni se spustili v Italijo in tako naprej. Skratka, veliko res takega strokovnega izraza, pri katerem je bilo seveda treba biti zelo domiselen in previden in upam, da se dober končni rezultat zrcali tudi v prevodu. Najlepša hvala, verjamemo, ne samo upamo, da se končni rezultat zrcali v prevodu. Vemo, da je izredni profesor dr. Matej Hriberšek, izjemen prevajalec iz latinščine in starogrščine, prevajal Plinija, Aristotela. Ni časa dovolj, da bi lahko naštela, kaj vse že sodeloval pri slovarju latinsko-slovenskem, in res iskrena hvala tudi v imenu Slovenske matice, da je kljub temu, da deluje še kot prodekan na Filozofski fakulteti, si vzel čas in dokončal, opravil ta prevod tudi kot poklon, kot je povedal že izredni profesor dr. David Morin, kot poklon, ki ga nekako darujemo v našemu izrednemu tudi članu, predsedniku Slovenske matice, akademiku, profesorju dr. Primožu Simonitiju. In za konec še prevod
romana Filipa Davida, Hiša spominov in pozabe. Če je, kot smo že slišali, projekt prevajanja Livija podprla Javna agencija za knjigo Republike Slovenije v okviru razpisov za večletne zahtevne projekte, pa je prevajanje tega dela, ki ga je opravila Mateja Komelj-Snoj, podprla Fundacija Traduki. Samo knjigo pa je uredila naša urednica Zarika Snoj-Vrbovšek, ki je prav tako ne rabim posebej predstavljati in mi tudi ne zastavljati vprašanj, ker bo zagotovo sama tako skrbna in imenitna, kot je najbolje predstavila to knjigo. Izvoli. Ja, hvala lepa. Ta roman izhaja v matični zbirki Prevodi iz svetovne književnosti. Gre za zelo izvrsten roman srbskega pisatelja, sodobnega Filipa Davida. Rojen je bil leta 1940 v družini judovskih korenin. Umrl pa je letos aprila, prav v času nastajanja tega prevoda. Sicer so njegova dela išla v več kot 10 tujih jezikih, v prevodih več kot 10 tujih jezikov. Prav Hiša spominov in pozabe pa velja za eno izmed njegovih najbolj odmevnih del tako doma kot tudi v tujini. V slovenščini je bil doslej preveden njegov roman Sanje o ljubezni in smrti leta 2014. No, ta roman pa je, kot rečeno, prevedla odlično Mateja Komelj-Snoj in išla je s to finančno podporo literarne mreže Traduki. No, Filip David je diplomiral iz jugoslovanskih književnosti in svetovne književnosti ter iz dramaturgije. Dolga leta je deloval kot urednik dramskega programa televizije Beograd in kot profesor dramaturgije na Beograjski fakulteti dramskih umetnosti. Bil je pomemben tudi kot soustanovitelj več vplivnih literarnih in kulturnih združenj v Srbiji, na primer Združenja neodvisnih pisateljev, ki je bilo ustanovljeno leta 1989, in pa recimo literarnega društva Beograjski krog, ta je bil ustanovljen leta 1990 in je na primer med drugim nasprotoval politiki Slobodana Miloševića, kar je seveda potem Filip David občutil tudi na lastni koži, izgubil službo in tako naprej. No, bil je scenarist, dramatik, pisatelj, pisal je romane, kratko prozo in eseje. Za svoja dela je prejel številne nagrade. Za tale roman, ki ga danes predstavljamo, pa je prejel prestižno srbsko Ninovo nagrado, torej nagrado tednika Nin, in pa tudi nagrado za najboljšo knjigo javne mreže knjižnic v Srbiji. In kot poudarja pisec Spremne besede Pavle Rak, Filip David s svojo etično držo in angažiranostjo velja za nekakšno vest srbskega naroda, kar izkazuje tudi ta roman, ki ga predstavljamo. No, najprej nekaj besed mogoče o strukturi tega romana. Je pač moderno napisan roman, to klasično obliko poglavij, potem nenehno nekako presekajo razni vložki, fantastični, taki magično-realistični elementi, recimo raznih spominov, zapiskov iz dnevnikov, sanj, časopisnih novic in tako naprej. Sicer pa seveda ta roman se posveča grozljivi usodi srbskih Judov med času druge svetovne vojne in se ukvarja z problemom holokausta, pri čemer seveda ta holokavst opisuje predvsem z vidika žrtev, kar seveda botruje temu tudi zgodovinska situacija srbska tedanja in pa seveda tudi osebna zgodba Filipa Davida. No, nekoliko pa ga prikaže tudi z vidika sokrivcev. V romanu je kar nekaj življenjskih zgodb, tragičnih usod, ampak ena pa je osrednja in ta osrednja usoda je življenjska zgodba glavnega junaka, srbskega Juda Alberta Weissa. V času druge svetovne vojne je otrok in
njegova starša ga skupaj z njegovim mlajšim bratcem Elijahom skozi deske v drvečem vlaku, ki pelje v Auschwitz, porineta ven z tega vlaka, zato da bi ima oba, seveda ta otroka, da bi ima povečala možnosti preživetja. No, ta Albert to preživi, ob tem pa tega malega bratca izgubi in to pač ostane potem njegova življenjska travma, ta usoda tega otročiča je neznana do konca. In Albert s tem nekako izgubi tudi delček lastne identitete. In roman se pravzaprav ukvarja s tem, z iskanjem te identitete, s to grozovito bolečino, z občutkom krivde, ki tega junaka preganjata vse življenje in potem sprožata različna vprašanja. Ali bi bilo bolje, da bi zamenjal svojo identiteto, da bi postal nekdo drug, ali je to sploh mogoče, seveda, ali je bolje ohranjati ta boleči in travmatičen spomin, ali pa vse prepustiti pozabi. Seveda ta pozaba je videti odrešujoča, po drugi strani pa seveda človeku odvzame tudi tisti njegov poglavitni element, s katerim se identificira, tudi ta bolečina je to verjetno, in mu s tem odvzame njega samega. Tako da je to v bistvu jedro tega romana, vprašanje zločina in kazni, žrtev in rabljev, iskanje smisla tega trpljenja in posledično iskanje smisla življenja. Predvsem pa, kar je stalnica Davidovih besedil tudi nasploh, razmišljanje o globokih metafizičnih koreninah zla v svetu, o medsebojnem delovanju dobrega in zla in v to pisatelj vpleta svoje bogato znanje kabale, kabalističnih modrosti in pa misticizma. No in v tem kontekstu ta slovenski prevod spremna beseda že omenjenega pisca Pavleta Raka, ki se ne ukvarja toliko z literarno analizo samega besedila, ampak poudarja to Davidovo etično držo, to njegovo odločen in jasen družbeni angažma, ki ga je vedno uperjal v boj proti zlu, proti širjenju nacionalnega religioznega sovraštva, in to tako v svoji literaturi kot v svojem javnem in družbenem delovanju. Seveda s kritičnimi mislimi tako v drugi svetovni vojni in holokaustu, ki je drugo svetovno vojno tako tragično zaznamoval, kot tudi potem z genocidnimi dejanji v času razpada Jugoslavije. No in seveda Pavle Rak pa potem to v spremni besedi aktualizira tudi z današnjimi genocidnimi dogajanji po svetu, tako da je to roman, ki svojo večno aktualno temo ostaja primera za branje, seveda kadarkoli in še posebej danes. Hvala lepa, Zarika. To je bilo z vaše strani o najnovejših knjigah Slovenske matice. Seveda so zdaj vsi tukajšnji avtorji, prevajalci pripravljeni odgovoriti tudi na vaše vprašanje, če kdorkoli ima. Izvolite. Izvolite, ja. Da je tukaj avtobiografska oziroma izkušnja iz prošlosti. Po letih, on je bil otrok, ko se to dogajalo, govori pa o otroku žrtvi. Ja, to je vprašanje, ki ga bo na kakšnem posebnem dogodku posvečenem tej knjigi še posebej potrebno postaviti avtorji, prevajalki tega romana. Jaz sem iskala podatke o tem in nisem našla kakšne neposredne povezave. Ta roman pač omenja kot zgodovinski roman, ne kot avtobiografski, recimo, tako da bi bilo to neposredna povezava tega glavnega junaka s Filipom Davidom, mislim, da ne. Je pa seveda njegova družina, kot sem rekla, judovskih korenin, bila poškodovana v času druge svetovne vojne, so bili pač pobiti v tistem pokolu, ki se je zgodil, ko so nacisti pač
pobili tudi veliko Judov, seveda v Kragujevcu, mislim, da je bil ta pokol, ne. Tako da on je seveda bil s tem zaznamovan, zdaj pa točno, kateri deli so pa avtobiografski v tem romanu, vam pa ne znam natančno odgovoriti. Tudi ta Albert Weiss kot lik, sicer obstaja soimenjak Albert Weiss, pravnik, ki pa je bil rojen prej, tako da zagotovo to ni pač ta človek, ker je bil rojen leta 1906. Je pa seveda bil zelo pomemben potem tudi za judovsko skupnost v Srbiji, tako da teh povezav mi pa ni uspela potem ugotoviti. Za asociacije na osebno in deloma iz izkušnje, iz pripovedovanja. Tako, ja, jaz mislim, da glede na to, da je pač to seveda fikcija, ne, in da je prepleta različne elemente, da je pač to pobrano različne življenjske usode teh ljudi, ki so večinoma pa se osredotoča seveda na recimo ljudi, ki so bili v tistem času otroci in so potem vse življenje nosili s tem to breme potem teh dogodkov s seboj. Še eno vprašanje, izvolite. Ja, doktor Kemper vprašal, kje je prišel Michelangelo baron Zois do svojega bogatstva? Kako je prišel do bogatstva? Ja. Aha, ja. On je v bistvu začel v Podeljovi trgovini svojo kariero. Zdaj točno, kdaj je prišel, to se ne ve, ampak je verjetno že kar v rani, torej mladosti prišel, zato ker mu je potem, ker je bil on v bistvu izvršitelj njegove poroke, to pomeni, da sta se kar dolgo poznala. Potem pa je najprej imel torej to njegovo trgovino, pa skupaj še z Gasparinijem, pa z Simonetijem recimo so sodelovali. No, čisto na koncu je to pač njegova trgovina. Torej trgovina, potem je začel kupovati fužine, tako da je bil pravzaprav lastnik skoraj vseh fužin, pri nas. Kaj pa je prodajala trgovina? Kako? Kaj so prodajali v trgovini? Najprej je prodajal pač torej vse sorte izdelke iz Kranjske, ker on je imel v bistvu tudi v Trstu trgovino, tako da je prodajal pač veliko stvari, potem, ko je pa te fužine pokupil, pa v glavnem te izdelke prodajal v Italijo. Ja. Še kakšno vprašanje morda? Če ni vprašanj, se seveda iskreno zahvaljujem vsem sodelujočim na današnji novinarski konferenci in vsem vam, da ste se je udeležili v takem številu. Težko je že dobiti danes ljudi, ki jih slovenska knjiga in tudi včasih Slovenska matica in njene knjižne novosti še zanimajo, tako da je poslanstvo vseh nas, da te imenitne knjige ponesemo v čim širšo javnost. Hvala vam.